Kako si se v bistvu, kakšno je tvoje ozadje, kako si prišla do teh tematik, pa do raziskovanja teh ved? Prav zaradi moje vata duše. Vata je raziskovalka. Ona ne ni nikoli dolg čas. Ona raziskuje na svojem področju tisto, kar jo zanima. In tudi vsa ta moja izobraževanja, ki jih imam, jaz nimam uradne fakultete nobene narejene, ampak imam pa 12 diplom različnih. Tako da jaz sem vedno pač se poglabljala v stvari, ki so me zanimale. In raven zanč mi je enkrat rekla, pa ti si vse tisto, ki si se lotila in res se lotam in pridem čist do konca. Ni tukaj, da bi. Ker sem začela črevesni mikrobiom raziskovati, sem se vpisala v The Human Microbiome Project, sem pač poslušala predavanja dr. Orla, to je en naš zdravnik, ki se s to problematiko bolj detaljno ukvarja. V glavnem dejansko sem proučila mikrobiom v nulo, ampak nažalost je tukaj zahodna znanost zelo, zelo odzadaj. Koliko pa si namenila časa temu? To je moj življenjski slog, skozi. No, ampak v letih recimo, koliko časa se že s tem ukvarjaš? Ja, to je pa zdaj že kar 25 let. Ampak to vsak dan. To je od jutra do večera. Kje pa misliš, recimo zdaj veliko govorila o teh stvarih, ki se ti ukvarjaš, pa veliko sva govorila o zahodni medicini, ne? Kje vidiš mogoče največje, kaj dela zahodna medicina prav, pa kaj dela najbolj narobe, po tvojem mnenju? Po mojem mnenju ne dela nič narobe. Saj v končni fazi znanstveniki želijo ustvariti, bom rekla, zdravila za to, da ljudem pomagajo. Ampak tukaj so v profitu tudi govorila. Ja, saj to sem ravno hotela nadaljevati. Tukaj je profit od zadaj, ker vsa zdravila imajo stranske učinke in vsa zdravila se nalagajo v telesu. Že nekje, v datuju, v nekem datuju. Datuji so pa tkiva, po ajurvedi, njih je 6. In eni se nahajajo v limfi, eni v krvi, eni v mišicah, eni pač v rakta, mokša, meda, živčno tkivo, se pravi kostno tkivo in reproduktivno tkivo. Tako da kaj dela pančakarma? Pančakarma s temi svojimi protokoli potegne te strupe s predpripravo kam? V črevesje in pol z drugo tehniko oziroma z drugim orodjem popuca. Klestir. Basti se reče, ampak bastijev je več vrst. Lahko malo o tem poveva, basti? Basti se imenuje klistir po ajurvedi. In poznamo več vrst bastijev in vsak ima svojo funkcijo. Nekdo, ki ima kožne bolezni recimo, ne bo dobil klistirja ali bastija, ki ga bo grel v telesu. Ampak bo dobil dekodacije, ki mu bojo pomagale, da v bistvu se vnetje umiri. Vnetja nikoli ne zdravimo z toploto. Ampak moramo zmeri najprej umiriti, se pravi, ga ohladimo in šele potem zdravimo določen predel. Jaz sem ti tukaj prinesla pokazati tudi ene slike, če bi te mogoče zanimale, kako sem se lotila pač dveh zanimivih kako ti mu rekla patologij, nad katerimi je uradna medicina nažalost dvignila roke.
Okay. So rekli, mi ne znamo več pomagati in pol je Dvema človekoma. Dvema ženskama, Ja. tole je prva. Lahko pogledaš, takole je prišla mamica 34 let stara men. A so to glivice? Ne. Oni so to rekli, da je to pač psoriaza, kako se to reče po slovensko, luskavica. Luskavica. Ampak, ker sem jaz tudi pač na kozmetični šoli delala, to so pa že rezultati tam. Ne, to še ne, ampak to so pa že rezultati. Se pravi, jaz sem tukaj začela čistiti črevesje, basti, klistiri in potem še različne v bistvu tudi od odzuni, ker zdravi se od odznotraj in od odzuni. Ok, kaj ste naredili? Klistirje, pa kaj še? Kaj še ne bil proces cel? Ja, seveda, najprej je tudi post, post, ampak v ajurvedi za post ni za vsakega, je mogoče 1 dan, 2 dni ali pa 3 dni, bolj je pomembno to notranje čiščenje, purgation se temu reče, viridžana. Ok. Ja. Kaj to pomeni, bruhanje? Ne, vomana je bruhanje oziroma bluvanje, kjer so določene dekodacije. To je za osebo, ki ima povečano sluz, kot sem prej govorila, kafa doša. Viridžana je za ljudi, ki imajo probleme s povečano pito. To je to, kar si tukaj videl. Tole, kar je povečana pita doša. Ogenj. Zaradi prehranjevanja življenjskega sloga. Jaz pravim tako malo v šali, vse se začne v strehi. Se pravi Ja, vse se začne tam. In če imaš ti neko prepričanje, da tvoja mama je imela raka, ga boš siguran tudi enkrat dobil. Zaradi tega prepričanja. Ja. In stres je pa v bistvu ta drug glaven dejavnik. In kako si se lotila, recimo to sta bile 2 ženski, ki sta imele to težavo, uradna medicina je dvignila roke, kakor si rekla, kaj to točno pomeni? Rekli so, ne znamo ti več pomagati, dobile sta kortikosteroide, različne druga mazila, to, same v bistvu, nič ni pomagal. Jaz rečem, pita je podivjala, če greš pogledat, če ta drug primer, ta gospa je imela pa, mislim, to so res taki hudi primeri, ta gospa je imela pa, zvoli, ampak to je bilo po celem telesu, to je bile roke, noge, vrat, od zadaj, od spredi, mislim, okrog trbuha, ni da ni, In kako si se lotila, recimo, tazga primera? Je isto, črevesje. Zanimivo mi je bilo, kaj si rekla, začne in konča se v glavi. Ta del me tudi zanima. Kako obravnavaš? Seveda, tudi tukaj dajem podporo in zaradi tega imam tudi konzultacije, kjer povem, da se bo treba lotiti in meditacije, in joge, in dietologije. In seveda pač prečiščevalnega programa. In pa zdaj, če je nekdo pripravljen delati, pol ima take rezultate. In vsak pride do rezultatov. Vsak. Ampak to je delo pol leta, to, kar si tukaj videl. In veliko odrekanja, ampak jaz bom tako rekla, malo po domače, ko se ti naštelaš v glavi, da greš tja. Najbolj pomemben je, da si nam rekla bolnik, stranka, mi je tudi grdo. Jaz rečem, da so moji varovanci so moji. Pa da oni meni zaupajo. To je bistvo, to je najbolj pomemben. To je prvo, kar je. Pa gremo naprej, ker v določenih primerih je lahko tudi ena lubenica, ki smo jo tukaj dali zraven, pa je primerna. Pa sem rekla, pazi, najprej jo čist malo vzem. Tup, je šlo spet ven. Sem rekla ven. Kaj, takoj, naslednji dan? Ja, ker delamo na izločevanje. Testirate v bistvu, kaj povzročate. Ker lahko si točen v tistem promilu, da je zate to tudi primerno, ampak si lahko v promilu, da pri takih hudi
patologiji, ki se jo vidi tukaj, da pa tudi en košček lubenice lahko narobe naredi. In je naredil narobe. Drug dan je spet cvetela. Sem rekla ven. In dokler se črevesje popolnoma ne pozdravi, potem v bistvu je zelo potrebno paziti tudi pri prehrani. Zdaj uvaja v recimo stročnice. In sem ji rekla, skuhi si to, pa 1-3 žličke, pa drug dan, da vidiš, pa boš pa lahko jedla, če bo v redu. Ker to še ni končno zdravljenje, čeprav so že rezultati optimalni, saj ljudje jih tako vidijo, ampak ni še optimalno stanje.